In pa sem začela tudi jaz jesti pršut jesti, pa sir jesti, pa pivo piti, pa Coca-Colo, pa te stvari. Tako da sem pol te proteine in te gele čist spustila in je šlo vse takoč. Ful mi je bilo fajn, ker smo bili tekači na dolge proge res kmetavzarji. Pa sem v bistvu videla, da ta premenopavza zelo vpliva, ne samo na razpoloženje, ampak res enostavno, ker ne moreš več kot 5 km preteči. So me že vsi videli s temi hobotnicami, ki me tle vsi poznajo, ker so po moje edina, ker naredim 10 km za to, da grem po hobotnico, pa je pol rok prinesem domov, ne. Jaz sem si pač rekla, glejte, stara si malo čez 40, če zdaj no, sem še siva pa stara, pa tudi hoditi več noč mogla narediti zdaj neki. In sem, ne. 3-4 zdaj, dolgo vroče poletje še vedno traja, zdaj pa kličemo na Zanzibar. Valentina Trilar je z nami. Valentina, živijo. Mambo, živijo. Kaj to pomeni? Živijo. Živijo pomeni, mambo. In to se vsi pozdravljate tam, ali kako? Ja, tako je. Kaj pa formalni pozdrav? Salam aleikum. Salam aleikum. Dol je islam glavna vera, ali kako, na Zanzibarju? Ja, veš kako, v Tanzaniji je sicer notranje Tanzanije veliko krščanstva, ampak na otoku je pa kar v veliki večini muslimanska vera, ja. Je pa v bistvu demokracija vlada po politiki. Ženska je v bistvu predsednica Tanzanije, Zanzibar je pa moški. To neka svoja pokrajina, republika, samo otok, kako to izgleda? Ima lokalno samoupravo? Razmerje je kot Slovenija, Hrvaška obala. Okay. Drugače pa veljajo, v bistvu zakoni veljajo tanzanijski. Je pa res, da imamo določena pravila, sploh kar se tiče turizma, pa mogoče kdaj velja sam za Zanzibar ali pa sam za Tanzanijo. Ampak načeloma, kar je v Tanzaniji, za nas velja tudi. Malo sem pošpegal, Zanzibar je, ne vem, precej manjši od Slovenije, prebivalcev je pa kar veliko tam, se čuti pomoče ta malo gostejša naseljenost. Ja, takole je, ne. Vsak moški ima lahko 4 žene. Zdaj pa, če računaš, da jih imajo po 10 otrok, je to 40 otrok na familijo. Ljubi Jezus! Pa dejansko prakticirajo možakarji na Zanzibarju po 4 žene, ali uspejo vse to? Pa še kako. To pomeni, mislim, pa to je zahtevno že logistično, finančno, da ne rečem še kaj drugega, no, mislim, kako pa to izgleda, kje pa živijo pol vse te velike družine? Ja, kakšni skup, kakšni narazen, po mojem si naredijo tako, da imajo čim bolj skup, da ne rabijo s kom potovati, ne. Je pa tako, no, malo za hec, malo pa za res. Veliko je tudi pol, v bistvu, od tega, rečemo, seks turizma med turisti. Sploh Masaji tlele plažni veljajo zato, da imajo pol doma žene, pa pol imajo, čeprav Masaji niso muslimani, ne, to moramo vedeti, ampak načeloma malo s turistkami, malo z domačinkami in tu je pol vse malo mešano na žaru. Glej, hrane zaenkrat je dovolj, pa vode tudi, ne, tako da v bistvu Zanzibar ni neki znan po lakoti, ne, če smo iskreni. Je pa res, da ni denarja, no. Glavni vir prihodka je turizem na Zanzibarju. In pol se to malo obrača levo in desno, ampak oni Hakuna Matata, njim je to malo tako sen. Okay, zdaj ti najbrž nisi ena od 4 žena, ne? Ja, ne, da bi vedela. Si rekla možu, to je to. Da tudi ostane, ne vem. Nisem, ja. Mislim, si rekla ena, ti bo dost, bom, ne, za 4 pač zalegla, ne, to tako mora biti. Koliko časa si zdaj ti na Zanzibarju? Valentina? 5 let bo. Je hitro minilo, je? Ja, ful. Prehiter. Res. Zdaj, zakaj? Izvoli, kar nekaj si hotela povedati. Ne, se mi zdi, da sem samo kakšno leto tle, ne 5 let. Boš rekla, da v tropih, oziroma tam dol, kakšna klima tam dol, kako se reče klimi prvec? Ja, je tropska klima. Mi v bistvu imamo celo leto skoraj podobne temperature, nekje od, dajmo reči, kadar je zima, je 27, to je zdaj, drugače pa tam nekje do 35 z občutkom okrog 40, odvisno od vlage, no. Imamo 2 krajši, eno malo daljše deževno obdobje, to je predvidoma april, maj, letos je še zdaj dež.
ampak načeloma 2-3 mesece, ta deževje pa pol pozim, oziroma naša zima, november, december zna biti še malo dežja, ampak to je bolj ta po vetru. No. Tako da ni to zdaj neki blazni nalivi, ne vem koliko časa, razen letos in čudno vreme, sicer pa ves čas toplo, nobene jopice ne rabiš. Za razliko od Tanzanije, ki ima veliko hribovitega terena, tam zna biti pa tudi kar mrzlo. Če kdo potuje na safari, rab sabo tudi kaj vzeti za obleči. Kakšna je temperatura na Zanzibarju? Ja. Zele? Recimo, zdajle ali pa nasploh čez leto. 30, okrog 30, pa odvisno od vlage. Po noči se shladi, mogoče ali ne? Ali... Razen zdajle, ko je zima, piha. Drugače pa skozi isto, tudi po noči vroče, pod klimo. Ti imaš rada očitno toploto, ja. Če ne bi se tam pač ustanovila in ostala toliko časa, ali kako ti je blizu, ja, to, da je skozi toplo. Jaz sem rada na sončanih skalah, že od nekdaj, familiarno, tako da ja, meni je bilo vedno se preseliti stran iz sivine in od snega in vsega tega zbežati. Nisem za te stvari. Tudi pri športu, recimo, ko imam rada različne športe, mi je smučanje, ko mi čakam, da gremo v kočo na čaj. Sem zaradi tega, ko me toliko zebe. Pa vendarle, ne, si dekle Slovenije, pogrešaš sem pa tja tudi zimo in zato greš tudi malo v severne konce ali kako? Tako zelo nisem navezana na Slovenijo kot na državo. Ja, seveda, familija pa frendi, da jih pogledam, obiščem, da se vidimo. Ja, pa tudi rada gremo gore. Drugače pa veliko sem potovala, veliko lepih držav, pač sem malo nomad po duši, no, tako da bi bila zelo navezana na državo, nisem. Tudi na ljudi, ne? To še najmanj. Res. Ti predstavljam, da moraš biti malo vandrovc, da pač nimaš nekega hudega domotožja ali pa kaj takega, ki bi te pač vleklo nazaj. Ja, jaz sem pač diagnosticirana, zdaj pri teh letih z ADHD-jem pač nisem prevedla, da to sploh sem imela, ampak zdaj vem, zakaj imam te mravlje v riti, tako malo namera, tako da zgleda to potovanje in se to je del tega. No. Greva zdaj malo orisati za najne gledalce in poslušalke tega tekaškega podcasta, ki tokrat obeležuje že 263. epizodo in mogoče eno bolj eksotičnih. Valentina, ti si tekačica, si bila tekačica, ko si bila še v Sloveniji, si delala na športnem področju, ja, tako, odtekla si, mislim, da 5 maratonov, neki trailov, bila si kar dobra. Ja, potem si izginila najprej zemljevida, potem si se pa pojavila na tem tropskem otoku in tam naprej te spremljamo. Mogoče še sama kaj poveš od sebe, no, čisto tako, da bodo najni tekači vedeli, s kom se pogovarjam? Ja, seveda. Jaz bom kar po domači govorila, ne bom se trudila z nobeno slovenščino. Prosim. Se pravi, jaz malo Gorenjske gorili, sem veliko bila v hribih, Šmarna gora, recimo, preden so Metke in Cvetke začele hoditi, kar jih čist podpiram, pa vse super. Sem tudi jaz imela 200-krat, sem šla v enem letu, tisti je bilo največ. Ampak pač blizu Šmarne gore sem doma in mi je bilo to ful fajn. Tako da no, od nekdaj sem za šport. To je bilo pač moje prvinsko, kar sem si vedno želela, kar me je sproščalo, kar mi je dal recimo med tekom sploh veliko razmišljanja, veliko novih idej, kreative in tako naprej, ker sem kreativc. Ne morem sedeti v pisarni, ne vem, biti na računalniku 8 ur, ne vem, tudi v službi, kadar grem okrog. Na malico sem šla recimo na golovce ali pa take stvari. Tako da ja, no, v bistvu vedno sem se ukvarjala športom. Z različnimi športi, od odbojke, kjer sem imela malo smolo, da sem premajhna, nisem med temi velikimi puncami, pa seveda do vsega drugega. Je bilo pa tako, da v bistvu sem se 15 let ukvarjala intenzivno za aerobiko, tudi vodila sem aerobiko, to mi je dalo zelo veliko kondicije. Je pa res, da sem tudi pretiravala, zaradi tega, ker delala sem 6 let globalno za Nike. Tleh sem se še bolj pač vrgla v ta šport in sem res fizično ogromno delala v službi in ogromno športala. Kar me je pripeljalo do tega, da sem pri 30-ih totalno izgorela in imela burnout in imela 26 pulza. Tako da je bilo kar stresno eno leto, no. Ampak pol sem se od tega nekako pobrala. Zakaj sem pa začela teči? Je v bistvu glih zaradi Nike. Ne samo zaradi sodelavcev, ki so skoraj vsi tekali, ampak zaradi tega, ker sem bila skozi službeno na poti. In je bil to v bistvu edini šport, ker sem ga lahko konstantno delala.
ker pač nisem mogla v dvorano na aerobiko, ker pač nisem mogla na ure tenisa, na odbojko, na karkoli, in sem začela laufati. In je bilo ful smešen, ko smo šli recimo v Bosno, sem laufala po Bosni, sem jo vsi gledali, če sem normalna tistega leta, pri 23 je to bilo, danes jih imam 46, se pravi kar nekaj časa nazaj. In pol sem začela najprej te 5, pa 10, pa sem se pa v bistvu ful najdla na 21, tako da ogromno imam za sabo 21. Je res, da po konstituciji sem prej bom rekla, za nekega kratkoprogaša, ker sem malo bolj močne kosti in tako. Hočeš tudi eksplozivnost, to imaš? Ja, to, tudi, ja? sicer sem jo izgubila zdaj, zaradi Ok. teh dolgih tekov, ampak prej sem bila, eksplozivc, ampak mene vlekali te dolgi teki, me to skozi bolj vlekali in vlekali, tako da teh 21 imam kar nekaj za sabo. Je bilo pa tako, no, da res, jaz sem se zelo gnala in zelo veliko sem trenirala, pač tako, kot vsi tekači v vetru, v dežju, v snegu, po noč, po dnev, povsod. Pa mi je bilo pa zelo hecen, ker moja prijateljica, ki je kar dobra maratonka, šla nekaj časa ni trenirala, no kar nekaj časa, pa se šla teč, pa me je tako nažgala na 3 sekunde, tako je, ne. In potem sem si mislila, mater, ne, jaz tle treniram kot norca, ne. Ona mi pa nažge tako, ne, v 3 sekundah. Ampak dobro, res sem bila še vedno trmasta pa vztrajna. Tako da začela sem z maratoni, začela sem tudi konzumirati proteine, pa tele praške, v bistvu nič drugega kakor gele pa proteine, no, če sem čisto iskrena. Ampak me je ful matro želodec. Nikoli sicer nisem imela resnejših težav, da bi mogla odstopati ali pa kar, ampak vedno tak poc v želodcu. Tako da pa sem začela tole knjigo od Maroleta brati, ne. In pa sem začela tudi jaz jesti pršut jesti, pa sir jesti, pa pivo piti, pa Coca-Colo, ne, pa te stvari. Tako da sem pol te proteine in te gele čisto spustila in je šlo vse takoč naprej. Ampak je bilo tako kar garanje, za moje telo kar garanje. Pa ti v ustrezalo, bistvu- recimo, kar naenkrat bomo rekel, ogljikohidratne prehrane, pa tega cukr busta na neko maščobno, ker je kar radikalna razlika lahko. Ja, po želodcu mi je zelo odgovarjalo. Moram pa reči, da ne vem, če še poznam koga, ki je odtekel polni maraton, pa je šel na vago, pa je imel isto kil, kakor ki je zaštartal. To sem To je- jaz imela, tako da očitno sem se ful dobro s hrano zmenila, ne vem, kako ne rečem. Bravo. Pač našla sem sebe, kar mi je ustrezala, ne. Res pa je, da jaz tudi nikoli nisem imela težav, malo genetsko, no, ne s težo, ne z nekim nenajedanjem ali pa prekomernim najedanjem, edino, kar imam problem, je cukor, ne. Pač to pa imamo vse in temu se pač ne moremo odpovedati, ampak izgleda trenutno je še vse funkcionira tako, kot mora in tudi med tekom je, ne. Tako da ja, maratone sem pa odtekla 5 jih. Sem pa jaz malo posebna, no. Po eni strani sem zelo introvertirana, po eni strani sem pa zelo ekstravertirana. In mene je blazno motil, oziroma, no, bom tako začela s pozitivnim. Ful mi je bilo fajn, ker smo bili tekači na dolge proge res kmetavzarji. Pač jaz imam ful rada modo in delala sem za Nike in vedno sem imela mogoče predhodno pred ostalimi puncami kakšne lepe stvari in sem ful rada bila tudi zelo pisana, opazna. Pač to me ful gnalo tako energijsko, ne zdaj, da bi se kazala, ne. Ampak tako, ful mi je bilo fajn, če smo imeli, ne vem, strgano majico, strane štumpe, od včeraj, a veš, tako, kot bil kmet, ki stekel. Pa bolj, kaj je to ratal, vse popularen, pa una ura, pa ta, pa to puls, pa une, ne vem, kompresijske, pa mi šlo pa to zelo na živce totalno. In pol sem začela v bistvu maratone teči, vse sem tekla v zuni, v drugih državah, zato ker nisem hotela poslušati naših Slovencev, ker razlagajo, koliko so trenirali, koliko so hudi, koliko so najboljši, koliko so nabustani, kaj so pojedali, katero uro imajo, pač to mi je šlo res na živce. In iz tega mogoče vidika sem pol prešatala na trail, ker smo bili še bolj kmetavzarji. Ampak mi je bilo ful fino. A ne? Pazi zdaj, da se trail po mojem, pa ne, z vsem spoštovanjem do trail tekačev, po vseh organizatorjev teh prireditev, ampak veš, da se trail počasi pomika po isti poti, kot je šel cestni Hujš. tek, a ne. Ja, Hujš. oprema, Hujš. moraš biti skladno oblečen, moraš biti lep, moraš biti preoblečen, noro. Ja. Noro. To je noro. Zdaj sem pač ratala fan gledati Mount Everest in te zadeve na Facebooku, ne, gledam na sreče, kaj se dogaja, šerpe, gore, dole.
Ne moreš verjeti, da ženska je bila že, ne vem, 7-krat na Mount Everestu ali kolikrat. Vsa umetne trepalnice, umetne, vsi v redu, vsi svaka čas. Tam tako, zakaj je to treba, meni to ni jasno. Ampak sej. Ta trend gremo, no, sej, nimaš kaj. Res je. Mogoče na eni strani pač potrošnja taka in drugačna, pa jaz nimam nič proti temu, ne biznis laufa, ker mora, Tudi jaz, ampak pa modernost, mogoče kakšnega gibanja, pa potem neki novi trendi, ki pridejo zraven. No, sej, vsaka stvar se mogoče, jaz se s tabo strinjam, ne? Jaz tek še vedno jemljem tudi maratone kot eno tako primarni način gibanja, pa ali si v strganih majicah, pa brez štumfov, pa mogoče malo umazano, ne, konc koncev je to glavni namen. Ampak, lej, videli smo pa tudi, kaj drugega, že vse 5 maratonov si naredila, vse v toplih krajih, od ne vem, Beograda, Istanbula, Barcelone, mislim, zakaj si izbirala te destinacije? Istanbul zato, da sem lahko bolj dobro jedla, Beograd tudi. Barcelona mi je pač itak ful lepa, no, tako. V bistvu vsi te so ful lepi. Istanbul je bil ful težek, pihali je pri norcih. Pa tudi kar klanci so. Klanci so, ja. Madrid se ga sploh dobro ne spomnim, ni mi bil neki najbolj všeč. Porto mi je bil ful dober. Ja, bolj te obmorske, moram reči, ja. Tudi v bistvu trailer pol sem zbirala tele, predvsem hrvaške, ko so v morju. Skozi mora biti malo voda zraven. Spomnil sem se, da na tvojem zadnjem maratonu leta 2017 v Portu sva se srečala, ne, mi smo bili takrat tudi dol skupinco, prav spomnim se, da smo tam v cilju, sem jaz zbiral pač te naše padalce, take in drugačne, pa sem te srečal tam dokaj presenečen. Mislim, da si mi razlagala, da greš potem seveda nekam ali surfat, ali jadrat, ali supat, se sploh ne spomnim, ampak nekam si še šla. Ja, tako. Se pravi, ta voda ti je tudi blizu, se pravi, morje, voda in potem morski te športi na vodi tudi, ne? Ja, čeprav tek je kar primaren, no? Ja? Moram reči. Ja. In ostaja tudi zate teh primarna stvar. Ja, si najbrž bo prišla še do tja, ali pa če se že dotaknem, kar sem tukaj tudi želela omeniti, ker se veliko žensk s tem srečuje po 40 letih, pač uhvatila me je, po domač povedan, premenopavza, kar zelo, ne samo hormonsko, ampak tudi vse živo vpliva in v bistvu, ko sem prišla na Zanzibar, sem bila ful dobro fizično pripravljena. Se pravi, bila sem prepričana, da bom šla še to isto leto tudi na Kilimandžaro, a ne hoditi. In pa se je začel kar vse skupaj ustavljati. Pa malo rečeš, ne vem, telo rab počivati, malo si rečeš, tako okolje, malo baleno zaspano. Ampak ni, ne, to se je začel kazati pri meni, res, da sem imela tukaj tudi veliko osebnih slabih, moram reči malo, smrti, pa take stvari v družini, pa tako imela sem malo težko obdobje, 1 leto, pa sem tudi to malo s tem povezvala, ampak pa sem v bistvu videla, da ta premenopavza zelo vpliva, ne samo na razpoloženje, ampak res enostavno, ker ne moreš več kot 5 kilometrov preteči. Tukaj sem se pripravljala za en polmaraton, ja, kumi, kada nikoli v življenju nisem tekla, kada so noge čist druge, glava, spomin, vse noč ti ne deluje. Tako da, pa se moraš pa s tem, a ne, najprej sem mislila, sem kaj bolna, ne vem, a imam kakšno tako hudo bolezen, težavo, nekaj ne bo v redu, dobro, pa smo dali te zdravnike, če si vse v redu, pa v bistvu ta del, ko se moraš sparjazati s tem, da tvoje telo ni več isto in da se staraš in da si ženska malo v letih in da hormonske motnje nastajajo in da si v drugem okolju. Zanimivo, no? Kateri zdravnik, mislim, je bil to ginekologinja, zdravnik splošni, kdo ti je v bistvu potem povedal, da si pač sicer šele v 40-ih, ampak to se dogaja s tvojim telesom, kje si prišla pravzaprav do diagnoze, ki je prej kazala na vse kaj drugega kot na to, kar si rekla? Zelo zanimiv pri nas pri premenopavzi, mogoče kar po celi Evropi skoraj je, da v bistvu to noben ne priznava kot bolezen. Premenopavza je stanje za žensko, oziroma menopavza je stanje za žensko, pa nočem biti zdaj pametna, niti ne bom dajala nobenih takih nasvetov, kar se v bistvu lahko najdeš na internetu, recimo Angleži imajo zelo dober, ampak jaz sem se v bistvu na to temo pogovarjala z mojo psihologinjo. Ona je pač to dala skozi, ona je pač to veliko raziskala in potem v bistvu so se o tem veliko pogovarjale.
Tako da tukaj ti noben zdravnik ne bo rekel, aha, imaš bolezensko stanje ali pa imaš težave za premenopavzo ali pa menopavzo, ampak ti bojo rekli, joj, vaši jajčniki pa več ne delujejo, joj, tole pa tole, in malo se boste znojila, pač nič ti ne povejo. Pa sem bila par dobrih specialistih, pa nič od nič, moram reči. Noben se s tem pri nas kaj dosti ne ukvarja. So kakšni dobri podcasti, so kakšne dobre zadeve, ko se ženske malo bolj izpostavljajo, pa na to tematiko obravnavajo, ampak načeloma ti živ Bog ne pomaga. Zdaj pa tako, dajo ti potem lahko hormonske dopolnile ali pa dopolnila prehrambena. Jaz zaenkrat nič ne jemljem, ker probam še vedno ful biti v naravi in se ful pogovarjati sama s sabo. No, to je tudi en čar teh dolgih tekov, ki si dost močen in trden v glavi, da daš lahko v bistvu marsikaj česno. Marsikaj lahko preneseš, kar mogoče nekdo, kar to ne dela, ne more. Se pravi, tudi poskusila nisi recimo s kakšno farmacevtsko, kemijsko rešitvijo, da bi ublažila te simptome, že v startu si pač zavrnila to možnost, a si vseeno morda tehtala, da bi kaj Ne, probala? jaz sem ful anti za tablete, tudi takrat, ko sem imela burnout, nisem vzela niti eno zdravilo, tudi kadar imam glavobol, pa zdaj recimo v premenopavzi imam kar naenkrat migrene, tako da tudi bruham, pa nikoli ne vzamem tableta, pač probam vedno, ne vem zakaj, to imam kar vse. Probam biti vedno, ne vem, ne v stiku s tableti. Ne vem, ne podpiram toliko farmacije, no. Sem spoštovanja Imam v svoj redu, no, mindset zdaj tega. te razumem, te seveda razumem, a ne, vse, kar telesu pač ne daš, pa sam pozdraviš, je seveda super, je pa res, da včasih, ja, stvari pač ne grejo tako lahko, ampak vseeno, dajva pri tebi pač zdefinirati, kdaj se ti je pravzaprav to začelo, ne, če razumem, že nekaj let nazaj. 2023 v bistvu vse to začel. Takrat mi je v bistvu umrl oči in sem se ful potila, po noč pa zbujala in sem pač mislila, da je to od stresa, ne. Pa so pa ti simptomi pač različni, ki so značilni za predmenopavzno obdobje, se ful začeli pojavljati. Recimo, kar nisem videla zjutraj, prav nisem videla. No, Ali pa, ne vem, sem šla na ulico, pa nisem, ne, ko pozabiš, po kaj prideš, ampak dobesedno nisem vedela skoraj, kje sem. Tako res take full hard, potem bolečino v želodcu, ne vem, smo šli na gastro, tukaj me je bilo strah, sem rekla, zihar sem bolana, zihar imam kakšno bolezen. Take intenzivne bolečine, a ne, ampak vse pol, ki se jih navadiš, a ne, pol tudi so lažje oblike, zato ker ti psihološko, ne, možgani ti drugače to zaznajo, ne. To je isto, kot anksioznost, ko imaš panični napad, če ti pač odreagiraš s strahom, ga samo podupliciraš, a ne. Če pa ti rečeš, živjo, sem malo prišla na obisk, ne, dej, lahko se spokaš, pa to res se spoka stran dejansko, ne, veliko je v naših možganih, a ne, to hočem reči. Je pa res, da je to neko stanje, ki ga moraš z nečim, ne, blažiti. Absolutno zdaj ne morem pretiravati, pa teči, ne vem, 30 km zdaj odlaufati, če vem, da tega trenutno ne morem, a ne. Moraš biti toliko pri sebi pa realen, kaj lahko zmoreš, pa kaj ne, a ne. rekla si, tek pomaga, posebej na psihološkem nivoju, pomaga tudi fizično, če te prav razumem, ali kako, čeprav telo te omejuje, da fizično ne moreš biti preveč aktivna, po drugi strani ti pa stimulira oziroma izboljšuje pač vsa ta slaba stanja. Ja, moraš delati pač neke normalne, ne, od človeka do človeka odvisen. Zdaj, če sem jaz pretekla, ne vem, recimo 40 km, je zame 5 km nič, ne. Za nekoga, ki teče nič, pa je 5 km že veliko, ne, pol je bolj za njega, da naredi 2 km peš ali pa 3, a ne. Zame je recimo 5-10 km odlaufati še vedno okej, ne, jaz se boljše počutim, nimam recimo težav s kostmi, z boki, z sklepi, tako, a ne, ampak sem sam konstantno utrujena. Pač lahko bi veliko več spala kot prej, ne. Prej, po moje, vsi, ki me poznajo, vejo, da jaz res nisem mogla biti na miru, ne, tako, boh ne daj. No, zdaj pa sem malo tudi pri miru, ne, počasno. Je mogoče ravno te tvoje hiperaktivnosti v mladosti, zdaj ta, bom rekel, predmenopavza to hujša, zdaj v bistvu čist špekuliram, ampak si kdaj tudi v tej smeri razmišljala, pa da bi kdo kaj takega rekel, ker si toliko bila aktivna, je zdaj tudi ta, bom rekel, to stanje tako aktivno hormonsko.
To je absolutno res, zaradi tega, ker tudi, a ne, to je značilno, da za neke težke maratonke imajo tudi težje otroka. Ne. Se zdaj še veliko ostalih dejavnikov, pa glede na to, da je zrak zastrupljen, da je hrana zastrupljena, kar dejansko je, a ne, je tega recimo neplodnosti veliko več kot včasih. Ampak na splošno ženske, a ne, ko posegamo po nekih bolj ekstremnih športih, recimo, aktivnostih, imamo pol mogoče malo več drugačnih težav. Ja, ne. Jaz tudi recimo imam hernijo, ki sem jo po moje fasala glih tam nekje na fitnessu, pa s temi bootcampi, pa tudi za aerobiko, ko to je vse nepravilno gibanje, vse je na power, na moč, dajmo, ne, pa se v bistvu fajn zafrkneš. Ampak tudi, ko sem dobila diagnozo za hernijo, je meni rekel, da pač ne smem laufati, pa sem imela pol super splošno zdravnico, ki je rekla, lej, če se ti počutiš dobro, ker laufaš, lej, vsak šport ti bo rekel, ne deli več, ampak če boš malo bolj razumno pa pazila, da glih ne stopaš glih na vsak kamen, pa daš na polno, ne, malo bolj počas probi, pa če se dobro počutiš, da je, ne. Tako da takrat sem tudi pošla na teh 67 kilometrov, hmal po diagnozi, ne, pa je bilo vse v redu. Čakaj, tole vas zdaj malo razdelala. Okrog mene, ja, jaz sem tudi že v letih, pač me že križ, daj pošlata, imam kar nekaj prijateljev, znancov, ki prav z diagnozo hernija zdaj pač ali počivajo, ali se rehabilitirajo, pa vsi, ampak čisto vsi od prvega do zadnjega imajo zabičano, da vsaj nekaj tednovcev, nekaj mesecev teka, a ne, pač ne smejo prakticirati, morajo delati vaje, rehabilitacije, morda kakšno kolo, tek pa lih preč ne, ti praviš, da šla so na trail, ki je še mogoče lahko bolj delikaten to zadevno, si še kakšno drugo stvar uporablja, mislim, zdaj mene muči več stvari, praviš, aerobika, bootcampi, človek bi mislil, da tam delaš neko skladno vadbo za telo krepiš mišice in posledično vezi in da zaradi tega do hernije ne bo prišlo, ti praviš, ravno zaradi tega si fasala to nesrečno stanje, kako si še recimo se lotila, če te reče hernija, si predstavljaš, Bog pomagi, sam še palčko rabim, pa sem gotov, ali kaj mi še ostane v življenju, kako si se ti lotila tega, da te zdaj recimo te še boli, imaš še težave, si to uspela sanirati? Ja, takole, bom najprej šla na aerobiko pa ti bootcampe. Problem je v tem, da je v dvorani 30 ljudi, pa ena oseba, ki se dere, ki v bistvu dobi licenco, pa nas lahko za malo šalo. Zdaj bom mogoče koga kritizirala, koga ne, a ne. Ni vsak inštruktor dober inštruktor, ni vsak inštruktor se zna podajati znanje, ne. Zdaj pa tudi vedeči, ne. Ti, predvsem tem powerju, ki ga moraš voditi, dajati, ki moraš znati koreografijo, ki se moraš znati ukvarjati z ljudmi, ne, imeti ta eye contact, ne vem, in fizičen pristop, težko 30 ljudi vmes popravljaš, kaj delajo, ne. Tako da na ta način dolgotrajno nastane poškodba, ker ti to delaš, prakticiraš recimo 2-krat na teden, pa če daš celo leto, pa če daš 3 leta, pa pol ugotoviš, koliko časa delaš na aerobne gibe, a ne. Razumem. Tako da to je to, no. Jaz v bistvu ful mi je pomagal, šla sem na fizioterapijo, kjer sem se v bistvu naučila drugače hoditi, pa drugače dihati, pa drugače uporabljati medenične tele mišice. Okay. To mi je ful pomagal, zato ker so ugotovili, da imam eno nogo krajšo kot ta drugo, ker sem namreč enkrat se zvrnila pri 17 doma v banji in sem si poškodovala trtico in sem si po moje nekaj takrat nalomila in mi je pač imam to nogo eno krajšo kot drugo, ker drugače sploh ne opazi, tudi pri hoji ne, ampak oni so to pač na teh testih ugotovili in so me ful fajn pol navadili obremenjevati drugo nogo, ne. Tako da pri meni recimo mi je ful pomaga toplota. Jaz sem bila, ne vem, 3 mesece nisem mogla ne hoditi, nič, ne sedeti, nič, še noge si nisem mogla pobriti. Še to mi je prijateljica prišla pomagati, ker se pač nisem mogla skloniti, ne. No, pa sem ugotovila, da mi je ful pomaga recimo toplota, tako da tukaj imam intenzivno ful manj bolečin, kakor, moram zdaj prav potrkati, kakor doma v Sloveniji, a ne, zaradi te toplote, zaradi vremena. Lahko hodim, pri teku me čisto nič ne boli, me pa boli, če moram kje stati v vrsti. Recimo, če moram, ne vem, na neki občini ali pa recimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje sem zadnjič stala v vrsti, sem mislila, da bom dol padla. Toliko me je bolela, ne. Skozi moram biti malo v enem movingu. Pa si
Kdaj se ti je pač ta hernija pojavila, kdaj so ti to diagnosticirali, oziroma si šla potem zdaj še na kakšno kontrolo, spremljajo to stanje, se te ploščice recimo lahko kaj zlezejo nazaj, se zadeva lahko kaj izboljša. Noč nisem šla, pa tudi tukaj tega sploh nimamo zdaj, pa tudi toliko se mi je to umiril. Pač moja zdravnica je rekla, da v bistvu, ker imam toliko mišic, a ne, mi to lepo fajn skupaj drži. In če bom to mišično maso probala vzdrževati, verjetno se bo to pri nekih določenih starosti letih začel bolj poznati, a ne. Bo kar naenkrat, vse vemo, ne. Na starost kar naenkrat nekaj pride, pa se pa začne, ne. Zaenkrat pa te mišice probam toliko krepiti, a ne, da v bistvu ostaja ta gel ali pa recimo vse skupaj nekako pritrjen skupaj, a ne. Tako da trenutno nimam v bistvu nobenih takih težav, razen da moram pač vedeti, kakšne gibe delam, a ne. Pa da zjutraj pač malo traja, da se tiste čevlje gor natakneš, če si jih že, a ne. Zato sem rajši v tropih, ki jih ne rabam, imam samo šlape pa bose. Pa imaš kakšen protokol, rekel, rehabilitacijsko vadbeni, kakšne vaje, s katerimi pač vzdržuješ, kot ste rekla, ta tonus v hrbtenici? Ne, čist nič. Jaz se v bistvu pred tekom čist malo segrejem, pa pol po teku se tudi pač, hodila sem tudi na ene raztezne vaje, to mi je ful pomagalo in to so bile v bistvu raztezne vaje, ki jih je vodila ena moderna plesalka, pač plesalka modernih plesov. Tudi Jakov Fak je takrat hodil in mi smo delali dejansko res raztezne vaje. Ne pilates, ne jogo, ampak prav raztezne vaje. In ona nas je toliko dobro vsakega posamično raztegnila, to mi je ful pasalo. To je bilo res top. Ampak pol je šla na študij v tujino, pa smo pol s tem nehali. Ampak bilo je pa, tega je premalo, ne. Na splošno v športu pa Slovenci sploh teraj do zadnjega, dokler ne crkneš, a ne. Da bi se pa malo raztegali, pa ful je moderen hoditi na pilates pa jogo, pa itak tam babe čvekajo, pa se skupaj nič ne delajo, ne. Pač fajn bi bilo, da bi vsak doma ali pa vzunji pri sebi se znal malo raztegniti, pa si vzeti tako malo časa, ne. Ampak, če te prav razumem, ko sem na navezi, ti si zdaj tudi fizično aktivna, ne, tudi imaš cel kup enega dela s svojim biznisom zdaj in moraš tudi uporabljati telo pri tem, kar najbrž pomaga, ali kako? Ja, jaz tle ful opazujem ljudi, a ne, ki živijo drugače kot mi, a ne, recimo ful stvari težkih nosijo na glavi. Ženske, ki se upogibajo, njihova hrbtenica ne gre tako, ampak gre tako do dol. Čisto ravne, ne, verjetno ne vem, ker imajo drugačno strukturo zadnjice, ampak tukaj v bistvu čez okno jih vsak dan opazujem, kako oni te stvari premikajo in dejansko, ker oni so tudi moški sploh res veliko športajo, ogromno športajo. Čak, resno? Ja? Ja, Res? ja. Vsi, mladi, stari, pač ženske verjetno zaradi vere ne toliko, ampak ena skupina punc, ki tečejo zvečer, ki jih ne gledajo in imajo zvočnik s sabo, pa malo so zavite, pač vsaj tako na glavo, a ne, in laufajo. Ja, prav skupina punc. Ja, drugače pa moški neverjetni atleti, res gimnastično usposobljeni, res noro. Mislim, to mi skoraj ne gre skupaj, rekla si prej, Hakuna Matata, ima bolj vse na easy, vsi so bolj sproščeni, tudi delajo bolj počasno najbrž, ne? Po drugi strani ne, pa to praviš... ne, to ne. Ful dobri delavci, ne. So ful dobri delavci. Zelo delajo po dnevu in po noč, zelo na hard, res delajo orang. Okay. Ampak ta njihov lifestyle je, ne, na počas, ne. Oni pač zvečer grejo fuzbal gledati, pa malo jejo, ali pa recimo moški delavci, ne, pri nas pač grejo na maso, a ne, na konkreten steak, a ne. Le pa špinačo, pa korenje, pa malo, ne vem, polente ali pa riža, tako drugače. Ful se zdravo prehranjujejo tle, a ne. Sadje, zelenjava je ful. Naravno, dobiš še vse iz zemlje, še vse hrano od zemlje, veš, da je naravno, a ne. In lokalno brško, ja. Lokalen. Vsakič, ko pridem v Slovenijo, imam malo težave z želodcem, pa jih prej nikoli nisem imela. Zato, ker je tukaj naša hrana umetna, ne. Banane, ki prinesem iz tle, imam je v kufru, čez en dan grejo, ne, zgnijejo. Pri nas jih imaš pa lahko cel mesec, še zmeri strmene barve. Ja. No, kaj ti potem, ja, če se že prehrani, no, ješ, kaj je tvoja omiljena hrana že nasploh, kakšen je tvoj jedilnik? Jo, tle pa nisem najboljši primer, ne, ker če bo kdo mene poslušal,
Ampak Jaz ne, pač, ajde, da vidimo, kaj ti počneš. Ja, tako. ja, obup. Jaz pač pojem ful čokolade, tudi nutelo si tle kupam, pa imam tudi nutelino torto tlele. Sem pa kakšen, v bistvu sadje imam ful rada, ampak mi ga mora en narezati, sama ga ne grem iskat, a ne. Jem pa veliko zelenjave, to mi je pa ful dober. Pa v bistvu morski sadeži, ribe, raki, ribja juha mi je vrhunska, ampak ribjo juho jem zjutraj, za zajtrk. Zanimivo. Čeprav je zajtrka ne prakticiram toliko, ampak ta ribja juha mi je ful dobra. Ja, v bistvu vsi ribiči, ki pridejo zjutraj iz ulova, grejo na ribjo juho. Tako da to, drugače, recimo jaz doma nisem jedla krompirja. Tle mi je ful dober pomfri, ki ga res sami narežejo in pa ga zmešajo s ful zelenjave. Nastrgajo ful zelenjave, pa pol čili omako gor. Je ful dober. Ali pa tle imamo milijon različnih banan, no, to tudi, lubenice, mango. Riž imam tudi ful rada, ki je kuhan a si želačen. Še govor, sicer tudi steak, ki mi je blizu, ampak se to, kar si zdaj povedala, če naravno, predstavljam si, da, ja, kar si zdaj rekla, je tam dobra hrana, pravzaprav, kvalitetna Zelo, hrana. ja, zelo kvalitetna hrana imamo, res. Ampak jaz pač res brez cukra, preveč imam teh piškotov pa teh prčkariskov zraven sebe, no, to pač ne moram pomagati. Pa indijske oreščke imamo ful dobre, ful dobre, in tudi to čopam na plaži, recimo, ali pa bananin čips, take stvari. Nisem zdaj za neke hamburgerje jaz, ali pa da bi ful pic pojedla, to ne, ampak čokoladka pa mora biti. Čokoladka pa mora biti. Ja. Se pravi, če pride Slovenec dol, predstavljam, da jih je kar nekaj, in gledam to si zdaj v turizmu, ja, da kar nekaj Slovencev pride dol, pohvalijo to hrano, se nimajo težave navaditi, recimo, za tisti čas, ki so dol, pač, ja. Ne, veš kaj, hrana nima precej specifičnega okusa. Tudi tukaj ni, da bi rekla full spicy, ali pa da dodajo neke posebne začimbe. Veliko je na kokosovem mleku. Tako da okus kokosova načeloma imamo vsi radi, a ne? Pa blag je. Tako da je precej po okusu rečemo podobno tudi slovenski. Ni toliko različen. Ne? Tako da ne, noben nima tle težav. Tudi hrana iz ulice je dobra. Pa zdaj je treba sam na vodo, no. Ali pa recimo imamo hibiskus, mrzlo čaj je ful dober, pa trsni sladkor, džus, mango džus, passion džus, te stvari so ful dobre. Zdaj delamo malo reklamo za to, da je še kakšen Slovenec zavil. Tam dol ti si No, v bistvu... če res dober. Ja, če res... Ja. Ti si nas, če se prav gledal, na severu, bolj na severu otoka, ja. To, kar sever je v bistvu najbolj turističen, ampak ne drdijo, ker je najbolj turističen, ampak je edini konc, ki ima najlepše plaže, to me bo zdaj verjetno kdo malo nadrl, ampak mi imamo v bistvu najmanj razmik med Oseko pa Plimo. V bistvu pri nas ves čas lahko plavaš, kar recimo na vzhodu ali pa dol na jugu ne moreš. Nekaj taka Oseka, da v bistvu lahko hodeš kilometre, pa je do kolen voda, ne. Ti si dol zdaj se vrgla v turizem, v apartmaje, sama gradiš, kupuješ zemljo, čeprav sledim sem pa tja, mislim, si šla v ta posel 100%. Ja, jaz imam tukaj hišo z bazenom, pa letno kuhno, pa v bistvu imam svoje investitorje, ki so kupili bungalove, tako da jaz pač bom tole menedžirala, oziroma bomo tudi odprli hardcore, če nisi v tem, pa začneš nekaj iz nule, ne, moraš biti kar, tudi tako moraš biti kar tak za tele, za zakonodajo, za vlado, za delavce. Zanimivo je, da večinoma slovenske ženske tle to počnemo, ne moški, a ne, tako da je že nekaj na tem, da smo hardcore. Ja, tako da pozdravljam moje punce, Tanja, pa tako naprej. Ja, tako da smo se lotile, no, hočem reči, če nisi dosti močen, fizično, psihološko, oboje te tlele kar pojejo, no, res te. Tako da... Ampak vas je če prav razumem, je dol neka slovenska skupnost skoraj da, ne več Slovencov, ki se je tja priselilo in se dejansko ukvarja s podobnimi stvarmi kot ti. Ja, skupnost nimamo, nobene skupnosti nimamo, imamo samo expats pa lokal. Se pravi, ekspati smo vsi, ki smo prišli iz nekje. Ja, pa lokalni. Jaz sem pa
tle imam pa to malo intro, no, jaz rajš, da grem v lokal ali pa na neki, grem rajš hoditi v naravo ali pa teč, pa da sem tudi sama saj imam prijateljice, normalno prijatelje tlele, pa tudi recimo so kakšne delavnice, imeli smo recimo en tak, jaz sem rada interior design, pa kreativo, kakor sem že prej omenila, smo imeli eno v bistvu tak, za ekspace, vsak nekaj počne, ki nekaj izdeluje, smo imeli v Dar es Salamu v mestu, v Tanzaniji, en tak sejem, tako da te stvari so super, no. Drugače pa, da bi tam jaz vesela v lokalu, pa na Peru, pa z unimi tam neki, nisem to jaz. Meni je bolj, če tam se malo, ne vem, hodam, pa se malo na tla butnem, pa ne vem, vmes, se to je najbrž, so me že vsi videli s temi hobotnicami, ki me tle vsi poznajo, ker se po moje edina, ker naredim 10 kilometrov za to, da grem po hobotnico, pa je pol rok prinesem domov, a ne. Sam to pač meni fino. Res. Praviš, ja, da si se tamle pač, si našla pač svoj drugi dom, pa da po drugi strani te lokalci lahko tudi pojejo. Nategnajo, Ja, fajn. tako, ampak po drugi Ja. strani pa, ne vem, kaj, Zanzibar, varna država, vse te sprejmejo kot prišleka, te ne izločijo ti, tako karkoli. Realno si za njih bankomat, a ne, če sem čist straight. Zdaj pa kakor se jim postiš, a ne. Pol, ko si določen čas že tukaj, pol te začnejo drugače jemati. Sploh recimo, če nisi ženska, ki ima veliko moških, a ne, če nisi neka ženska ali pa moški, kakorkoli, ki je skozi po lokalih pijan, a ne, če si neka normalna oseba, pa nek pošten, pa recimo, da je tudi njim nudaš neko službo, a ne, pol te začnejo drugače jemati, ne. Tudi radi ti pomagajo, moram reči, no. Ko si v stiski, recimo, ne vem, jaz sem imela 2 kozi, pa je bila ena breja, pa sem jih zaklala, ne. Pač ukradali so, pa so jih prej zaklala, ne. Pač jaz sem se jokala, logično mi je bilo hudo, a ne. In so me pol tle lokalci tudi potolažili. Pač tako so neki na nekem vsem takem človeškem nivoju. So pa čisto drugačni. In tudi recimo ena taka huda stvar za mene je bila, kako ljudje tukaj umirajo, ne, mladi in stari, ker pač, če nimaš denarja, nimaš pojma, kaj ti sploh je, a ne, ker ti pač zdravnik sam da neke tablete. Tukaj v bistvu se da dobiti vsa zdravila, ko so na recept, brez recepta, ne. Tako da eno moksiklav tle dobi za šalo malo, ne, kar je za nas super, ker pač poznamo ta zdravila, ker vemo, kako recimo deluje naše telo, ne, za njih pa ne, a ne. In en večer v bistvu sem bila jaz noter v sobi, so mi prišli povedati, da je pač 23 let star delavec, ki je bil drugače fizično super, je pač imel infarkt tukaj pri meni na parceli. In je pač dol padel in pol sem jaz v bistvu v njih naložila in to truplo in pelala pač 40 minut stran v mrtvašnico, a ne. Tako da, kako ljudje tukaj umirajo, je v bistvu tako, kakor mi vidimo neke, zdaj se bo ful čuden slišala, sam ne znam drugače primerjavo, da tako kar neke pobožane mačke, če se razumemo. Pač za njih je to normalno, da ljudje tako umirajo. Na cesti, ne vem, brat mi je umrl, grem na pogreb, čez 3 ure si normalna oseba, kot da se nič ni zgodilo, ne. To smrt jemljajo precej drugače, kakor mi, a ne. Tako, izgledajo nečustveni, pa v bistvu so čustveni, moraš jih razumeti, a ne. Tudi mi jim ful vsiljujemo to evropejsko miselnost, kar je ful narobe, ne. Po drugi strani jim hočemo dobro pa pomagati, ampak oni so originalni, ne. Taki bi mogli ostati, ne. Ja. Hočeš reči, da ta naše evropsko dojemanje minljivosti življenja, ki se je bojimo, ne, kot hudič križa, ne, na drugi strani imamo pa Afriko, kjer je smrt sestavni del življenja, in jo dojemajo drugače in najbrž tudi živijo zaradi tega drugače. Mi kopičimo, kot da ne bomo nikoli pač šli na oni svet in se tega oklepamo od življenja, medtem ko ga oni sprejemajo tako življenje, kot tudi končnost le tega, ali kako. Ja, ne, sem v bistvu, ne vem, jezna, ko jim neko majico dobro prinesem, poje pa tlele imajo za, ne vem, za rit po tleh ali pa zemljo, pa vse raztrgam, pa safrana, ne. Pa si pa mislim, recimo, ko je meni oči umrl, koliko je od njega ene robe ostalo, ne, ko smo vedno, vsi delamo to, šparali, pa to je super, pa ful je bilo drago, ali pa ful je kvaliteten, pa dajmo to šparati, pa imeti v stekleni vitrini, a ne. Vse, ko nas pa pol več ni, pa to itak gre kam na humano, a ne, v tem smislu, a ne. Preveč smo, meni je Evropa ratala kar malo, tako, kar težko
ko pridem kam v Evropo, se kar slabo se počutam, no. Sploh Slovenci smo, ne vem, tako so nas, ne, vedno zato, ker smo tako majhni, pa okrog takih močnih držav, recimo, da smo, no, ima Avstrija, Nemčija, ne, vse big, ne, vedno smo mogli biti stremeh popolnosti in vedno hočemo biti popolni in vse mora biti v nulo. In vsi v bistvu tujci, turisti, kot le naši Slovenci, ki pridejo, ne, tukaj jim rečem, ne, ko pridete, se navadite, da boste vse čakali, pa nič ne bo v buri, ne, ker to pač tako tle je, ne. Pa se kdaj zgodi tudi, da je kaj v buri, ampak načeloma ni, ne. In se zmerimo, ne vem, ob 9 zjutraj štartamo na neki izlet, to je 15 do 9, kje so vsi, kako, zakaj ni benga še, zakaj ni a veš, ampak vsi smo taki, ne, nič narobe z določenimi osebami, ampak mi se sploh več ne znamo sprostiti, mi sploh več ne znamo, da na druge ljudi misliti, mi nimamo nobene empatije več. Tukaj je v bistvu meni tako, kakor je bilo, ko sem bila mula 40 let nazaj, ne, ko sem bila fracka, smo imeli vsi isto, ne, vsi smo bili isto oblečeni, vsi smo imeli isto une smokije, pa kiki bombone, pač tako je bilo, ne. A veš, in tle tako, in me prav boli srce, ko gledam, kako se v bistvu development, kako se vse razvija in kako hitro gre v naš svet, ne. Hočeš reči, da opažaš to, no, to me res zanima, ja, opažaš, da zahodna mentaliteta in način življenja udira v ta tropski raj. Ja. A veš, tukaj otroci, ne vem, naredijo iz plastične flaše za vodo avtoček, zamaški so koleščka pa vrvico, pa ko sem prišla, je bilo vse tako, vsi so bili tako, zdaj pa že tudi vidiš telefoni, veš, pa igrajo igrice, se jih je malo, še vedno, ampak ko vidiš zelo, kako se prehitro razvija, ne. Da mogoče ni vse dobro tisto, kar pač tehnološko. A nam je materializem kaj dobrega prinesel, ne? Ni, ne. Mislim, tudi, a kdo ceni še kaj, ne? Se noben več nič ne ceni, ne. 2 dni si vesel, pa je pa konca, ne. To je res. Praviš, ja, ko Slovenci, no, ko pa Slovenci pridejo dol, ko jih ti gostiš, ko so tam teden, 2, 3, mogoče koliko časa, kako pa oni, no, kakšne vtise pa oni odnesejo, se na koncu vendarle sprostijo, jim je to, ali so skozi malo zategnjeni pa rečejo, vse je bilo super, ampak... Ne, vsi se sprostijo, ful jim je fajn, ko gledajo, v bistvu večkrat gremo kakšen vrtec, kaj tasga, ne, da malo dobijo občutek, otroci tle živijo, to jih ful gane, pa vsi ti razni izleti, pa dobra hrana, seveda se sprostijo, pa malo nazdravimo, pa tako, ne, vse. Ampak tako, na začetku je pa vedno tako, pa se je razumljiv, ne. Jaz tudi, ko sem prišla, ne, pa sem res prej veliko potovala, jaz nisem zdaj bila sam, ne vem, v Umagu na Hrvaškem, ne. Ampak nas je Afrika, če smo realni, nam so dali UNICEF, filmčki, vsi imajo napihnjene trebuščke, ker so vsi lačni, pa AIDS oznaka, ne, vsi imajo AIDS, ne. In ko si sem prišel, jaz sem se skoraj ne upala koga dotakniti, ker to je AIDS, ne. To je vsi AIDS, to so vsi bolni, ne, vsi so umazani. Pa vidiš, koliko se oni v bistvu umivajo, koliko enega oljčka dajo na sebe, kako se umijajo, preden jejo, ko pojejo. Nekako niso tle lačni, Afrika je ogromna, ne morem zdaj za nek Sudan govoriti, da tam imajo pa vse, kar nimajo, ne, ampak pri nas v Tanzaniji imamo, ne, za jesti. Voda je pa tudi. Kar se tega tiče potem, kaj pa vse ostalo na Tanzanija kot taka, mene so, rekel, strešili, no, popotniki, ki so hodili proti Kilimandžaru, pa imel sem že s to idejo, da enkrat organiziram odpravo na Kili maraton, ki je sicer spodaj, ampak pa grejo. Evo, to še ti, če jaz prišla. Ampak ne, a je res bolj nevarna država, mislim, Tanzanija je bila nevarna država, tam lahko hitro te oropajo, ti grozijo s smrtjo, te ugrabijo, ne vem kaj vse. Ne. Okay. Tanzanija je čisto normalna država. Seveda, če greš v neko Salam, to je 1 uro pa pol s trajektno stran, tukaj je 8-milijonsko mesto. Je Madonna, če v 8-milijonskem mestu ne najdeš par tatov, pa tudi ne vem, ne. Zdaj pa tudi ljudje, a ne, kakor smo, ne. Eni potujejo, da imajo skoraj nalepljen denar na svoje telo, eni imajo pa takole, ne, take it. Tako, ker čisto posod po svetu se ti lahko tudi tle zgodi. Mene so zadnjič oropala, ne. In bilo je pač tako filmsko, 2 iPhona so mi vzela, ne, ker imam enega domačega, slovenskega, enega tele rabam. No, jaz sem jih tudi nazaj dobila, ne, ker sem imela po mojem najbolj neumnega tatu, kar je bil možen, ampak
sem sama iskala to. Ne. Sred deževnega obdobja sem šla na neko plažo, kjer je samo gost in nikjer ni nobenega, ja, valjda ne, sam čakaj, kdaj bo. To sem jaz iskala, ne. To je spet ta moj nameren duh, ker se moram nekam vedno dati tako, no, ker ni treba. Ampak načeloma je varno, ne. Tudi, ne vem, vzamem sabo, ne vem, 5 evrov, jih pustim na plaži, pa cokle, pa ne vem, neke natikače, pa brisače, tudi noben ne bo vzel, ne. Valjda pa, če boš pustil, ne vem, malo več denarja, pa ne vem, tam razkazoval se, pa se hvalil, kaj imaš, pa jaz častim vse, bojo pa zavohali, logično. Ni pa tukaj zdaj neki, včasih so me spraševali, a imate pirate, a imate, ne vem, ne, nič nimamo navaranega tazga, no. Mora kakšen mit pač pol razbiti na ta način. Zdaj, če prav razumem, ti imaš neko bungalovsko naselje, ki ga oskrbuješ stalnih lastnikov, ali imaš tudi apartmaje za prehodne goste, kot to izgleda? Mi bomo odprli zdaj konec leta resort, kjer bo 12 apartmajev, pravi 5 bungalovov, pa nekaj bomo pol še gradili. Tako da v bistvu to so lastniki Slovenci, investitorji, bomo pa vse to oddajali. Moja hiša je pač moja, ostalo se bo pa oddajali gostom, ja. Tako da ne bom se zdaj nekaj še promovirala, bom pač objavila se, tisti, ki me bo hotel spremljati, bo ugotovil, tistega, ki bo zanimal, bo videl. Ja, tako da Slovenci smo pa zato, ker sem v bistvu stremila k eni zgodbi, da smo skupnost, ne. Ni mi bila toliko želja zdaj to prodati, ne vem, ljudem po svetu, ki imajo čisto drugo kulturo, recimo, ne vem, Indija ali pa kaj takega, ne. Raje smo ljudi, s katerimi lahko naredimo neko zgodbo, pa imamo nek isti mindset, neko razmišljanje. Tako da imamo tukaj pa je neka slovenska skupnost, no, povezana. Ja. Boš rekla, interesa najbrž je dovolj, ko si to ponudila slovenskim pač kupcem? Ja, veš kaj, koliko vsi, ne, zdaj, če imaš nek denar ali pač si tak tipa, ne, taka investicija pač dobrobit nekaj pomena, ne, ker dejansko, če kupaš zemljo oziroma narediš nek objekt, ne, ni to stran vržen denar, načeloma je to tako, ne. In Zanzibar se res neverjetno razvija, no. Za mene si pravim prehiter, ampak iz stališča biznisa pa sigurno pač dober, ne. Zdaj za samo življenje pa ne vemo, kaj bo prinesela, ne. Ampak, da se lotiš takih projektov, no, si zelo podjetna ženska potem, ne, ki ima, najbrž si predstavljam vseeno v takem okolju, še kakšen izziv več, no, že prej si rekla, prej si umela, da te radi pojedo, te prinesejo okrog najbrž moškega in žensko, se pravi, z pravega testa, da se lotiš pač gradnje, rekel, bungalov, pa apartmajev, pa v državi, kjer ni mogoče vse tako, pa kljub temu vsem slabosti vred, urejeno, kot je pri nas, kot ti vse notarji poštemplajo, pa to potem za vse večne čase tvoje, tam rabaš tudi kakšne postopke, tam še vsem ni tako čisto vse, ali kako? Ja, kar veliko vprašanj v stavku. Res je, vprosti, ja, mogoče to. Da malo razmislim. V bistvu, jaz sem zelo, kako ne rečem, pogumna ali pa drzna, ali pa jaz kar grem, a ne. Jaz nisem analitik, ki bi ful razmišljala, kaj se bo zgodilo, če bo to, če bo to, jaz kar grem. In jaz sem človek ful hitrih odločitev, mogoče je to tudi zaradi ADHD-ja, ne. Jaz sem si pač rekla, glejte, stara si malo čez 40, če zdaj poš sam še siva, pa stara, pa tudi hoditi, več noč mogla narediti zdaj neki. In sem, a ne. Pri meni to ni bilo in pač jaz sem tudi, kar sem prišla, tako, sem se kar odločila, jaz nisem zdaj neke priprave delala, pa kaj bom spakirala, pa kaj, če bo to, jaz kar grem, ne. Ampak seveda, ne, pol, ko si tukaj, se moraš pa povezati z lokalnimi ljudmi, sigurno je odvetnik dober, ta prva stvar, ki moraš tukaj narediti, ne. Pa zaščititi moraš pa svoje interese, pa moraš jim pokazati, kdo si, ne. Jaz mogoče imam to že izkušnje prej iz službe, ker sem bolj v veleprodaji, pa tudi v maloprodaji sem bila. Se pravi, se naučiš nekaj to socialno noto malo vendati, ne vem, da nekoga odpustiš, ki ima doma, ne vem, 3 otroke, pa ga pač moraš, ker je slab delavec, s tem pač jaz nimam težav, pa ne me narobe razumeti, ampak če hočeš nekaj velikega imeti pa voditi, moraš biti malo tafa, ne.
moraš to noto socialno dati ven, oziroma če ne daš ven, moraš znati to res dobro pohendlati, a ne. Tako da jaz sem si pač v bistvu, bom ne najela, ampak jaz sem se odločila za eno gospo, ki živi v Keniji, že več kot 20 let, malo starejša je in ona v bistvu ima z možem zelo veliko tudi accommodationov in težek biznis in ona je v bistvu poslovni coach, tako da sem se z njo povezala, da v bistvu imam nek poslovni coaching, zaradi tega, ker nisem imela pojma v trgu o afriških ljudeh, a ne. Da me ona v bistvu usmerja, a ne, ker tukaj je že sam pristop, a ne, čistko realno, ker se z nekom nekaj menaš, ne, pa scefrala bi ga, požrla bi ga, na prav faktor bi ga dala, ker znoriš, ali pa se vse zmenaš, a razumeš, ja, razumem, vse kontra, nič ne razume, ali pa ga kar ni, ali pa kar zgine, tako da, a ne, če si na začetku tako noriš, a ne, ampak če si ne najdeš v tem, poti tle ni obstanka, ne, pač moraš jih sprejeti, moraš, prav ne, ga pač ni, bomo jutr, ne, kaj ne, ampak še zmeraj jih moraš pa znati, a ne, jaz sem zelo vesela, no? Upam, da bo tako ostalo, da imam skozi isti tim tlele, da so mi delavci zvesti, da me sicer zafrkavajo od predsednica, ne, sem malo taf, ampak tako, še zmeraj se mi zdi, da fajn, da imaš nek obstoječi tim, da se lahko na njih zaneseš, pa da tudi oni od tebe nekaj dobijo, ne. Jaz tudi, ko sem rojstni dan praznovala, sem tlele 2 torte prinesla, pa smo pekli, nisem šla pač med tako prijatelje pa ven, ampak se mi je zdelo fajn, da sem z delavci, pač tako sem čutila, ne. Izjemna zgodba. Kaj pa tvoj mož, ja, se še ukvarja z električarstvom? Ja, zdaj rad kar multipraktik. Nisem ostala pri elektriki. Zdaj je kar tudi vodovodar, zidar, konstruktor, vse je. Ja, imam to srečo, da je res nadarjen za vse stvari, no, da je en tak MacGyver. Pa po mojem ima tudi že malo poln kufer, ampak zdaj sem rekla, da star, da tole moram še zdržati, pa malo prej si vzela nekaj tazga v tem smislu, no. Ampak pri meni, jaz po mojem tudi, ko bom dol pod zemljo, ne vem, če bom čist pri miru. Imam feeling, da ne. Tako da, ja, sva kar imela, no, prvo se veš, ko si zaljubljen, pa ko si pol leta si tako plavaš, a ne, pa, to so Afričani, pa ono, katere Slovenke, a ne, pa se pa začneš, ne, drugi malo ukvarjati, pa ugotoviš, kaj komu paše, kako moraš do koga reagirati, je pa itak, a ne, če bi rekla, perfekt je, bi se zlagala. Valjda, ko gradiš, ne, jaz v življenju nisem gradila ne ene hiše, zdaj jih pa gradim 6 naenkrat, a ne. Pa tu v Afriki, a ne. Tako da, ja, so takšne in drugačne stvari, ki se zgodijo, težke, lažje, ampak zmeraj probam ostati močna, no, pa pač drugega podpirati. Zdaj pa bomo videli. No, kako bo šlo. že Ja. to, da shajaš v zasebnem življenju, pa potem isto tudi v poslovnem, a ne, da v bistvu 24 ur na dan se prepletati življenje s partnerjem, je tudi poseben izziv, moraš biti prav človek za to. Korona je pokazala, da niso vsi mogoče tako močni, no, vidijo očitno, ko eksistirate, očitno boš ti potem lahko, ja, ko to zaključa s to gradno, ti postala poslovni coach, ja, za vse tujke, ki se bodo v Afriko priselile in želele recimo kakšno poslovno pot zastaviti na tvoj način. A te je že katera mogoče kdaj vprašala za kakšen nasvet? Ja, veliko ljudi me sprašuje, ko želijo tukaj kaj kupiti, pa kaj narediti za nasvet. Tako sem tudi jaz moje punce tle spraševala, ko tudi tukaj živijo za nasvet. Je pa ful, ni fajn deliti nasvete iz stališča, ker ni tarifa, ne. Noben nima tarif, če me razumeš, odvetnik nima tarife, ne. In jaz sem zdaj rekla, za en dovoljenje sem dala, ne vem, $1000, ona bo pa dobila, ne vem, za 5000 ali pa bo dobila za $200. Vedno probam biti tako, ne, pomagati, kakor se da. Nisem želeh, da bi zdaj, recimo, ne vem, povem cene, cegod stane toliko, cement stane stoliko, ne, ampak zdaj pa od izvajalca odvisen, od odvetnika je odvisen, ne. Vseeno moraš malo dati sebe v to zgodbo, ne. A ne. Ja, drugače pa me kar sprašujejo, no. Moram reči, pa eni grejo čisto svojo pot, eni pol se kar slišimo, pa malo komuniciramo.
Se pravim, jaz sem bolj za kreativo, pa ta interior dizajn, to bi me ful zanimalo, opremljati stvari, mogoče mi bo to ratalo, ko bo enkrat ljudje videli, kako smo tle naredili. Tako da bolj, jaz sem bolj ta malo umetniški tip človeka, no. Ne bi se ukvarjala glih s kakšnimi težkimi financami ali pa kakšnimi reportingi, pa nisem za to tip. Drugače pa rada pomagam, če lahko, ja. Včasih še preveč, se mi zdi. Ja, to, da vas je nekaj ekspatov, pa da veliko tečeš, je še kakšno dekle, moče moški priseljencev, ki tudi teče, pa se kdaj zmenite, da ste skupaj ali bolj ne? Živ obup. Ker sem hotela ustvariti skupino tekaško, nobenega. Ker sem hotela, da gredo teč z mano žive duše. Edina Barbara Bole, ki so tlele prišli dopustovati, hvala Bogu so tekali. Drugače pa ne, prav ne, in to je grozen. Tako da včasih se mi priklopijo kakšni fantje s plaže, sem spet, mogoče hočem biti malo bolj tako distancirana, ne, ker hočem imeti status poročene ženske, ne maram, pa nimam jaz nobenih, recimo, iz strani mojega moža, da bi rekel, tako se moraš obliči, ne smeš se družiti, sploh ne. Ampak jaz enostavno ne maram, da je kdo tam laja nad mano, ko tečem, tako da kdaj s kom skupaj potečem, ampak, ali pa, ja, no, boksam, to pa ja, zdaj imam nove rokavice, lahko spet sem malo pozabila. Ja, imamo skupino, fantje vodijo in smo tudi punce. Zdaj bom priporočil vsem, ki težijo, jamrajo, da imajo hernijo, ne se začnejo z boksom ukvarjati, ne. Če pa boks ni, ja, če pa to Boks je pa super za stabilizacijo, zelo dober je za stabilizacijo. Tele trebušne mišice ful dober, itak roke, noge, ja, ampak trebušne mišice pa ful dela. Ja. Zelo zanimivo, zelo zanimivo. Si šla kdaj, sem prav pošpegal, če ima Zanzibar kakšen maraton, pa sem odkril, da ima nek polmaraton avgusta. Ja. Zelo malo informacij sem najdel, neki par fot, kako se po njih blatnih ulicah teče in tako naprej. Več podatkov nisem dobil. No, si bila kdaj dol v glavnem mestu? Ne, se pravim, tu sem se pripravljala, pa sem prišla do 15 km, pa nisem več mogla. In sem se odločila, da pač takrat ne bom šla. Tako da, ja, ni je to tako, no, siguran bom šla, ker to vem, da bom šla, ampak ni mi pa to zdaj nek cilj, ne. Recimo, cilj mi je Kilimandžaro hoditi, pa cilj mi je enkrat v življenju preteči Kitajski zid, to imam od nekdaj željo, pa ne me vprašati zakaj, ker ne vem, ampak to si ful želim. Pa mislim, da si bom mogla dopustiti pač, da tole mine, no, ker to je obdobje, ki si ga ne moreš zaračunati, ker to je obdobje, ki ne moreš reči toliko pa toliko mesecev, ampak lahko traja let, 2, 3, ne vem. Pa bom pa verjetno spet nazaj v polnem pogonu boš. V pogonu, ja. Do takrat bom pa probala čim več delati, kar lahko, no. Ja, trele si umela, vem, da si utekla v Sloveniji, trelček pa na Hrvaškem, pa tako naprej. Si probala, preden si šla, pa kje sem videl na fotko, nek na Tajskem si se poganjala. Ja, ta je bil tako zanimiv. To sem šla pa v džunglo teč, trail. Ful dobro, vmes si dobil kokose za pit, ne, na mesvode, res dober, pa une so bile oblečene v oblekcah. No, pač takrat sem zmagala, zato ko so bili oni vsi majhni, ne, in pol mi je bilo ful smešen, ker sem tako tekla in pol so one tajke, so se pač ful rade pogovarjale, ne, čeprav jaz nisem mogla prav, ker sem ga šponala, ampak one, jo, madam, so Bigfoot, ne, za njih ful ogromna, ne, pa jaz res nisem ogromna. To je bilo tako smešen. Pa vsi ful prijatni, pa so me kar vsi objemali, pa vsi so se hoteli slikati z mano, res je bilo smešen, ne. En navaden tek, pač, tako nič posebnega. To si ga našla mimo grede, ko si šla tja malo potovati, ali si šla namensko tja? Ja, bila sem na Tajskem 8-krat, tako da sem pač malo gledala, kje so kaj traili, pa v bistvu sem spoznala eno punco, Tajka, ki tudi teče in z njo sva kar tako že par letov na vezi in pol sem njo malo spraševala in mi tudi malo povedala, tako da ta Koh-Chang, če bo kdo šel, je ful dober, no, ful je zabaven, res tako. Si bila še kje drugje potem na kakšnem takem dogodku, ki je bil malo nenavaden, pa jih Slovenci ne poznamo? Ne, nisem bila, po moje, no, mogoče bi se kaj tako mogla spomniti, ampak ne. Zdaj v zadnjem času pa res ne. V bistvu sem bolj te istrske stranpoti raziskovala, pa obmorske, Rab, Krk, te stvari. Zdaj ti traili tudi na teh naših koncih
so odkar te ni v Sloveniji, pa najbrž že veš, a ne, eksplodirali praktično vsaka vas, vsak kucel, vsak otoček, vsaka gmajna. Ima zdaj že svoj trail, upam, da bo pač scena prenesla vse te prireditve, tekače očitno še dovolj. Ja, Tisti, ki so prej hodili na prireditve, kot je, ne vem, ko so malo večje, ne bom imenoval, ja, so, saj so, vemo. Ja. vse veš, so mogoče ugotovili, da je to prenatrpano za njih in iščejo manjše prireditve in tako naprej. Bi se na Zanzibaru dalo organizirati trail, ali je to vse preveč ravno in zgolj gozdnato in ali kakšen kuceljček tudi? Zanzibar je čisto raven, a ne, je 400 metrov nekje hribče, ampak je pa, mogoče si lahko tudi drugi pogledajo, pa ti tudi Lushoto, Mhm. Lushoto, Tanzanija, notranjost je wow, hribovita, to so taki lepi hribi, slapovi in je v bistvu ta Lushoto pot, mislim, da je okrog 40 kilometrov po hribih gor, dol, bi bilo ful fino in to so res lepe poti. To ni tako, da pač čisto neka normalna pot, ko greš ti na nek hrib, no, ni zdaj neka džungla. Res lepo je, no. Tam bi se pa dal narediti marsikaj, ja. S tem, da sem zdaj po ta novem tudi zvedla, da imamo baje ful modern vlak, ki je tudi ful hiter in ful na minuto natančen. In tudi ugoden cenovno, pa nisem vedela prej, zdaj so šli moji gostje. Thanks, Barbara, da mi je to malo povedala, tako da v bistvu bom tudi to malo raziskala, no. Ja, ba je super potovanje z vlakom, je pa čisto modern vlak. Tudi trajekti so ful boljši, kakor jadrolinija pri nas. Zanimivo. Napram tem, kar si prej rekla, da mogoče vse stvari niso raven na urnik, ampak kar se tega tiče, praviš, so boljši, hitrejši, Ja. točnejši. Noro, noro. Ja, ful zanimivo. Eno je tako, drugo je pa, a ne, spet malo kontra. Tako. Veliko smo prinesli modernizacije, pa veliko zelo so učljivi, a ne. Zelo so učljivi Afričani. Oni v bistvu večinoma ne hodijo v šolo, ne, v bistvu samo to osnovno, pa pol nimajo več denarja, ne, ampak so zelo inteligentni in za jezike so zelo odprti. In tudi recimo jaz sem možu razlagala, jaz pametna, ne, razlagala o umetni inteligenciji, ne, pa mu razlagam, pa je bil on tih, pa mu razlagam, no, pa rekel, lej, posluš. Pa mi je samo zrecitiral vse linke, pa kjera je una lutka, pa in tako je vse je vedel pač. So zelo bistri. Ful se učijo iz YouTubea, no. Zanimivo. Mislim, znanje je na dosegu roke zdaj pravša, ne? Zdaj, to pa je dobro. Internet je pa dobra pomurtavščina, glede na to, da je lahko pač vse, kar hočeš, pogledaš tudi, kako se, ne vem, nosilna stena zazida, pa kakšen beton. Stenge smo pogledali vse, res. Ja. Mislim, zelo zanimivo je tvoj vsak dan, ampak praviš, ne vem, rekla si prej, delajo cel dan, ampak so pa vse življenje bolj ležerno. Kako izgleda to recimo tvoj en povprečen dan, no, kdaj vstajaš, kaj počneš, tako da si bomo malo predstavljali, ja. Ja, vstanem nekje med 7 in 8. Jaz imam 4 živali, 2 mačke in 2 velika švicarska bela ovčarja, tako da jo švignemo na sprehod. Pol pa sledi, da jim dam za jesti, pa da tlele razporedim delo oziroma se pogovorim, kaj danes naredimo, kaj ne bomo delali in tako naprej. Pa grem pa ponavadi jaz, zdaj ali imam opravke, ki jih moram narediti za delo tukaj, ali grem, če imam čas na plažo, na sprehod, odvisno od plime in useke. Pa jaz delam zraven še 2 remote službi. Tudi to, ja. Tako da sem pol vmes tudi kar na računalniku. Ful mi je fajn, če grem lahko za kakšno uro s prijateljico eno na sprehod. Malo se z mami vmes pogovarjam. Pol grem tudi kaj za jesti kupiti, da pol naredimo, spečemo, skuhamo. To je to. Načeloma bolj ali ne smo kar tlele na parceli, no, pa skozi kaj zaprčkati. Jaz kaj pospucam, kaj pobarvam, kaj ne vem, kakšno novo idejo dobim. Zdaj imamo mozaične dneve, ki bi vse imela v enih mozaikih in zdaj ti tle inženirji študirajo, kako je to vse naredili.
Tako da ja. Ful je zanimiv, kakšni so, no, res moški tle so res šivati znajo, kuhati znajo, ful dobro. Ne vem, tako ful je hitro. Nohte delajo moški. Čakaj, da si pa naredijo toliko reklame, a ne, da jo Slovenke kupale enosmerne karte za Zanzibar, bojo rekle, To je. slovenski deci pa sam na šiht, pa pol na pir, pa zoprni so. Ne, se to ni res. To ni res. Slovenski moški so po neki evropski statistiki tisti, ki v Evropi med vsemi delajo največ doma, pa pomagajo pri družinskih opravilih, ampak praviš, da na Zanzibarju nas pa nesejo. Nas pa nesejo. Ja, res znajo, no. To, kar je stereotip, a ne, zakaj ženska pali na črnega, ne, saj vemo, kaj zdaj tle mislim. Mislim, da so druge stvari tudi zelo velik faktor, no. Ker te oni tako res, pa ne vem, če bi našemu decu doma rekla, recimo, daj pej mi po tampone ali pa po vložke, a ti zmešana. To je to komod. Brez problema, ne. Take so tako. Ne, da so pa ful so deci, a ne, res gledajo deci, ampak tako te stvari pa tako na ženstveno malo, ne vem. Hecen. Ja, kar se tiče slovenskih moških, ne moram zdaj kaj preveč grajati, pa res moram reči, da v zadnjih letih veliko moških je začel kuhati, pa take stvari, a ne. Ampak velikih je tudi preveč začel kuhati v kakšnih rodnih majicah. Tako da je pa res, da mladina pa ne vem, kam bo pa to šlo, no, z mojega stališča. Preveč razvajeni, stalno preveč razvajeni otroci in vsega polno kapo, vsega imajo, polno rit vsega in noben nima več nobene avtoritete nad njimi in to me zelo jezi pri nas. Hvala Bogu, tle tega ni. Tle je še zmeraj isto. Praviš, da še zmeraj neka avtoriteta še zmeraj obstaja, otroci so otroci, niso... Absolutno. Ja. Absolutno, ne matrte mrte. Ja. In ko to gledaš, vidiš, da so posamezniki, ki potem odraščajo, imajo malo večji občut za odgovornost, pa za stvari, ki jih morajo narediti, ne pa da bi samo sebe gledali kot center vesolja. Mislim, veš, drugače, ne? Tukaj ženska kot ženska se vsekakor vidi v vlogi matere, ker je to njena baza, ne? Mama pa zna kuhati, ne? Ampak ona leži cel dan na tleh, ne? Ona se ne premakne, ne? Zelo malo je podjetnik žensk tukaj in je moški tisti, ki mora ful delati. Pa ena zelo zanimiva stvar tukaj je, ne? Mi smo navajeni, da nas vedno finančno suportirajo starši, ne? Se pravi, do polnoletnosti pa več ali manj odpolna, ne? Čez celo življenje nekje so starši tisti, ki nam na rojsten dan mi je dal 100 evrov. A ne, tako je. Le pa glih obratno, ne? Ti imaš v družini 10 otrok, 2 med njimi boste delala in te 2 morate skrbeti za starše in za vse otroke ostale. In za svojo družino, ne? Hardcore. Zelo hardcore in zelo psihološko ima težave zaradi tega, ker je prevelika odgovornost na otrocih. Ampak tak sistem imajo. Žal. In zaenkrat funkcionira, praviš, a ne, kljub temu si ustvarjajo velike družine, kljub temu pač jih to ne ustavi, da ne bi na eni strani delali, na drugi strani tudi imeli kaj od življenja, no se pravim, se ta dvojnost, to je zanimivo, no, to najbrž človek, izjemno veliko stvari si povedala, no, tudi jaz sem spoznal, bom rekel, en tak globlji pogled sem dobil, bom rekel, tudi to afriško kulturo, ampak najbrž moraš to videti, malo doživeti, da zares razumeš, no, tako rekoč, ne. Ja, prideti sem pa biti samo v hotelu, bo pač uživancija dopustniška, no, videl pa ne boš nič, ne. Tle moraš iti malo okrog, da dobiš ta feeling in ni vse, joj, smeti na tleh, ali pa joj, ne, so lačni, ki imajo pač smrkle iz nosa otroci. Ne, pač taki so, ne, in ja, moraš, Zanzibar je zelo drugačen od recimo nekega Mauritiusa ali pa Sešelov ali pa to, ne. Tam si že tako čist Palma de Mallorca style, ne. Hoteli, fancy šmenci, butiki, šopse, tle je še res Afrika precej pristna, kakorkoli se že dosti razvija, še zmeraj, ne. In tle si mal gypsy, ne. Ko to pride, pač pride in ti reče, ne vem, banana, marihuana, ne vem, haš, sunset trip. Zdaj pa beraj, ne. Zraven imaš pa, ne vem, 6-letnika, oči, kaj je to marihuana, ne, ali pa ne vem, ne. Ne, pa mu rečeš, ne, sej sunset trip z ladico, vse to isto je, ne. Pač tako so napristo narejeni, pa se smejijo, pa noben noče nič, pa tako, pač
By the book tle ne moreš biti, a ne. Pa pričakovati ne vem kaj, ne vem zdaj, da si prišel na Havaje, nisi, a ne. Ampak imamo pa ful dober morje, to pa res. To pa jaz, doskaj sem bila okrog tazga morja, jaz nikjer nisem videla kot tle. Kaj so glavne, recimo, razlika, zakaj je to morje nekaj posebnega? Barva je čist turkizna, pač mivka je bela, ki ni vroča. Spod je pač voda izhlapeva, ne, in je pač lahko hodiš po tej mivki ves čas. Še vedno je kar precej koral pa morskega sveta, se pa počasi ta koralni greben, koliko posod po svetu, a ne, manjša. Zdaj ni to tako, kot na Maldivih, da bi imeli morske pse, pa ful rib za snorklanje ali pa za potapljanje, ampak imamo tudi pač spote za potapljati, pa za snorkljati imamo tudi luštne, ne vem, neote, pa take ta male ribce, pa morske zvezdice, pa take stvari. Pač ful je še lepo življenje, se da videti v spodaj, no. Ampak zginja, na žalost. Tudi do pred kratkim, recimo, zdaj imamo tudi že te, si bi rekla eno grdo besedo, pa nam tobogane na vodi, pa mreže na vodi. Ne, tega prej nismo imeli, pa zdaj imamo tudi 2 že avtomobila na vodi. To pač tujci prinesejo, ne dobijo denar, seveda, ne, mislim, se razumeš, ampak. Hočeš reči, da udira pač ta množični turizem, udira tudi k vam, ampak ajde, mogoče še ne bo tako hitro. Kdaj je najboljša sezona, recimo, za obiskat Zanzibar, za tam dopustovati, raziskovati? Večinoma se odloča za jesenske počitnice ali pa da novoletne, meni je pa še vedno februar najboljši, zaradi tega, ker je najbolj toplo, pa more je ful toplo. To je v bistvu tisto mirno obdobje pred dežjem. Meni osebno, no. Sigurno pa se ne bi odločila za junij, julij, to pa ne. Ker je to naša zima in ker je muhasto, letos sploh. Pa pač april, maj, ko deževje, no, to tudi ne. Ampak za laufati je pa zmer dobro, za teč. Ja, bos, fino, tam pač vseka mora biti, tako da. Danes boš tudi šla? Ja, danes zvečer bom šla. Ja. Mislim, evo, tudi jaz bom šel, pa premišljal bom vse, kar si mi povedala. Internetna povezava, kljub temu, da je vmes malo zanihala, je super zdržala tole urco pa pol. Ja, res je. Zanzibar je bačkan pred Slovenijo eno urco, če se ne motim. Slovenija je 10:23. Ja, no, prvi je 11:23. Ja, no, tako eno uro ste pred nami, prehitevate čas, ampak ja, še vseeno imaš cel dan pred sabo. Valentina, super pogovor je bil tole, no. Milijon stvari sem izvedel. Lepo, da si se javila Zanzibar, zdaj ni druge, kot da se pravi, ne, da tja v Tanzanijo pa na Zanzibar zorganiziramo nekaj, no, pa te pridemo pogledati v prihodnih letih, ko boš imela ti ta rezort, pa potem naredimo kakšen trail, gremo na trail, gremo na maraton, gremo na kili, karkoli pač že, se tam dol dogaja milijon stvari. Ja, tako. Kar čim prej, da bomo prvi. Ja, res. Da se ne bo že... Slej, ko prej bo kdo drug prišel s to idejo, praviš, ja. Res je. Ja. Valentina Trilar, Isa, lep dan ti želim, res, pa lepo zimo bom rekel. Prines je poletje. Prehod v poletje. Ja. Enako domov, ne? Naj vas greje sonce še naprej. Sonce je super. Valentina, lepo se imej, dober teci. Super je bilo, hvala ti. Enako. Živim.